Pozdravljeni. Ja, tako vreme je, čisto mila zima. Pri nas pa korenje še kar zunaj na njivi. Pač odločili smo se, da ga bomo pustili zunaj. Ti naši pripravki, ko so bili vedno prejšnja leta, kaj ga shraniti za ozimnico, se niso najboljše obnesli. Pa smo se odločili, da ga bomo kar zunaj pustili. Zdaj ga bomo pa še pobrali do konca pred spomladjo. Ja, korenje. Korenje spada med eno, bom rekla, uvrščajo med najstarejše zelenjavo oziroma med najstarejše korenovko na svetu. Je pa zelo izrednega pomena za naše zdravje. Največ seveda, kot mogoče vam je znano, je predvsem to, da je zelo zdravilen za naše oči. Vsebuje zelo veliko vitamina A, vitamina E in popoln je z temi karotenoidi. Največ ima seveda beta-karotenov in pa flavonoidov. Ti beta-karoteni so izrednega pomena predvsem za naš krvni obtok, za naše žile. Naše žile ohranja prožne, da so veliko bolj pretočne, pomaga, da ne nastajajo krvni strdki v naših žilah, s tem znižuje naš krvni tlak. In samo, če uživamo že en korenček na dan, preprečimo 90% možnost za infarkt oziroma kapjo. Torej, izrednega pomena za naše zdravje. Kot sem povedala, največ ima vitamina A, vitamina E, torej ima vse te vitamine B kompleksa, kot največ ima vitamina B9, to je folna kislina, B6, B5, potem to so vitamini, ki vplivajo na naše razpoloženje, na našo dobro voljo, dvigujejo našo energijo. Korenje je torej lahko uživamo čez celo leto, spomladi, oziroma takrat, ko se približujemo pomladi, je pa zelo dobro, da ga uživamo malo več, ker s tem preprečimo, bomo rekli, tisto pomladansko utrujenost. Ne čutimo potem tiste, da smo non-stop neki utrujeni, pa da se nas kar naprej nekaj loteva, krepimo tudi naš imunski sistem. Korenje je zelo odlično tudi za naše črevesje, želodec. Srkava tole želodčno kislino, pomaga proti zgagi. Nekateri viri celo pravijo, da je boljši kot pa soda bikarbona. In pa za otroke je zelo pomembno, zato ker tisti otroci, ki ne rastejo dovolj hitro ali pa imajo slab imunski sistem in so kar naprej nekako bolani, prehlajeni, nimajo neke dovolj energije ali pa ne rastejo dovolj hitro, jim je dobro dodajati več korenčka, lahko kuhanega ali na pariku pripravljenega ali sveže stisnjen sok, ker s tem pomaga pri njihovi odpornosti, torej njihovi hitrejši rasti. Se veste, včasih so rekli, da so otroci določeni malo, kot da bi bili neki rahitični, ne? No, takrat so jim dodajali korenje, korenčkov sok in so jim s tem pomagali pri njihovi odpornosti, pri njihovi rasti do močnih kosti, ker vsebuje tudi veliko kalcija, železa, mangana, cinka. Ja, zdaj pa da korenje ne bomo kar surovo jedli, ne? Ali pa kar samo v nekih zelenjavnih juhicah. Kaj ga bomo pa mi shranili v nadaljevanju? Ja, in zdaj pa pač, da korenja ne bomo kar samo surovega jedli, ali pa v kakih zelenjavnih juhicah, ga lahko, bom rekla, shranimo oziroma konzerviramo za dlje časa, da ga imamo potem tudi skozi celo leto. Jaz ga najraje kar posušim in ga potem suhega uporabljam za pripravo domače suhe vegete. Najlažje je pač, da ga kar naribamo pa posušimo, če imate mogoče tiste sušilce, ali pa v pečici nekje do 50 stopinj, malo priprta, tako da je na tanko, v tankem sloju in se zelo lepo posuši. Lahko ga pa tudi, bom rekel, zdaj naribate na kolebarje in takle potem pač izgleda
ko je posušen. Ni čist na kolobarje, ker se pač v tistem mešalcu malo rad obrača in je potem tudi podolgovat. Takega pa potem uporabljam pri pripravi jedi. Naprimer, ko kuham rižoto in ko je rižota že nekje čisto pri koncu, pač dodam kar takelega v takšni obliki noter v rižoto, se lepo nazaj prepoji, torej se skuha in tako ne rabite imeti vedno svežega korenčka pri roki. Zelo dobro se obdrži svoj okus, vonj, vse vitamine in minerale. In kot sem rekla, to je nekako najbolj preprost način shranjevanja korenčka. Drug način je, da ga pač uporabimo svežega, konzerviramo svežega. Jaz sem naredila, v bistvu sem ga dala spet v multipraktik in sem ga pač kar zmiksala, dodala sol in shranila v kozarce. Na tak način se delajo tudi pa sveže vegete, s tem, da pač v svežo vegeto dodate zraven tistole, na primer korenino peteršilja, potem zelenje peteršilja, pa dodate papriko, mogoče korenino regrata, drugo zelenjavo, kot je na primer lahko tudi čebula, por, česen, razna zelišča. S tem, da je pač zraven dodamo sol, ker sol je pač kot konzervans in se lepo obdrži. Tale je kot v obliki nekega pesta in ga isto spet dodajamo jedem za popestritev okusa. Tule noter je nekje pol kile korenja, zato pri pripravi jedi pač ne potrebujete več kot eno žlico. Tale način, to je pa mogoče verjetno tudi najbolj poznan, je pa seveda korenčkov sok. Odličen je za otroke, če nimajo radi preveč, da ne uživajo dovolj korenja, zelenjave. Korenčkov sok se isto pač skuha z najprej jabolka, potem dodamo korenček skuhan, skupaj zmešamo sladkor, mogoče kakšen cimet po želji in ga shranimo v stekleničke in tega potem lahko uživamo skozi celo leto. Je pa precej gost, zato ga pač lahko redčimo tudi z vodo. Lahko ga dodajamo tudi čajem ali pa mešamo z drugimi sirupi. Drugače, korenje lahko konzervirate tudi na način, da ga fermentirate, to pomeni, da ga vlagate, da delate mogoče, da pravijo tista bolgarska solata, tam noter gre tudi paprika, paradižnik, čebula. V glavnem načinov, kako shraniti višek korenja, je dovolj. Le nekako malo se je treba potruditi. Kot smo rekli, korenje ima vse tele vitamine B kompleksa. Ti vitamini pa nam dajejo energijo in skrbijo za našo dobro voljo. Lep pozdrav!